Naj povem, da so naše trenutne aktivnosti pri nabavi teh sredstev usmerjene v 3 cilje. Prvi, nemoteno dobavo opremo za ključne skupine, zaposlene v zdravstvu, zdravnike, medicinske sestre, sociali in civilni zaščiti. Naj tukaj zelo jasno povem, naše misli, naša srca so vsak dan predvsem pri zdravstvenem osebju. Verjemite mi. Drugo, pospešena nabava večjih količin zalog, ki bodo tudi uporabna v gospodarstvu in pa pri nekaterih končnih uporabnikih, kot so trgovine, lekarne. Tukaj moramo zagotoviti, da bo, glede na to, da ne vemo, koliko časa bo takšna situacija trajala, tudi v prihodnje teh sredstev dovolj. In tretje, kar je tudi izjemno pomembno z vidika samozaščite Slovenije, vzpostavitev domače proizvode zaščitne opreme, ki bo zadoščala vsaj delnim potrebam splošne populacije. Dovolite mi, da vam podam tudi poročilo o trenutnih zalogah. Najprej naj poudarim, da zaloge na skladišču, vojaškem skladišču Roje niso prazne. Včeraj ste lahko slišali in bili seznanjeni z dostavo mask zaščitne opreme iz Češke republike. V Uradu Republike Slovenije za zaščito in reševanje smo dan pri tem dobavili tudi 500 pralnih mask, 119 šivilnih zaščitnih plaščev in tako naprej. V tem primeru gre za slovenske izdelke, prve slovenske izdelke, ki so jih proizvedli v podjetju Prevent Deloza. Včeraj smo dobavili še 920 mask, danes dodatnih 2000. Dobava in torej tudi proizvodnja se bo vsak dan povečevala, tako da računamo, da bo v torek iz tega naslova dobavljenih že 5700 mask, od začetka aprila pa vsak dan dodatnih 10 000 pralnih mask iz njihove proizvodnje. Skupna kapaciteta v tej proizvodnji je ocenjena na 150 000 pralnih mask. Iskreno se jim res zahvaljujem za hiter odziv, za to, da so vzpostavili proizvodnjo, zaščitili seveda zaposlene, ki delajo to izjemno pomembno produkcijo v tem trenutku. Drugo podjetje, ki ga želim izpostaviti, je Filc Škofja Loka, kjer so prejeli 4000 kvadratnih metrov materijala iz Nemčije za izdelavo 150 000 mask. Tudi te naj bi bile dobre oziroma naj bi zagotavljale in dosegale standard tako imenovanih FFP2 mask, ki jih v tem trenutku najbolj potrebujemo. Material je v testiranju in verjamem, da bo tudi to v naslednjih dneh ta proizvodnja stekla. Slovenija bo torej iz tega naslova zagotavljala domače proizvodne vire in bo v določeni meri samooskrbna. V ta namen na ministrstvu res vse napore vlagamo, tudi pomagamo tem podjetjem, če je potrebno, ali s finančnimi viri ali pa vsaj z kontakti, predvsem pri dobavah potrebnega materijala. Tukaj sodelujemo tesno z gospodarsko diplomacijo, ker vemo, da so marsikateri dobavne verige v tem trenutku prekinjene in s pomočjo diplomacije nam tudi uspe seveda kakšen takšen zastoj uspešno premostiti. Kar se tiče možnih domače proizvodnje, naj povem, da se pripravlja nova proizvodnja, ki bo predvidoma izdelala 1700 mask dnevno iz 100% bombažne pralne tkanine oziroma materijala in ta tudi že teče. Mislim, da si boste to lahko kasneje tudi ogledali. Kar se tiče dobav respiratorjev, ki jih bomo po vsej verjetnosti ali z gotovostjo lahko trdim tudi potrebovali, naj povem, da je že za jutri planirana dobava 20 ventilatorjev v Splošno bolnico Celje. Naj povem zdaj še za ostale načrtovane dobave. Zavod za blagovne rezerve je v preteklih dneh že sklenil pogodbe za več artiklov, dostava pa je predvidena v naslednjih 60 dneh. Zdaj pa naj navedem konkretno. Zavod je sklenil pogodbe za 326 dodatnih respiratorjev. Če k temu prištejemo še respiratorje, ki jih načrtujejo in so jih naročili tudi v UKC Ljubljana, v Splošni bolnici Celje in pa k temu dodamo še donacijo Holdinga Slovenskih elektrarn, potem smo v tem trenutku skupaj pri dodatnih 472 respiratorjih za slovenske bolnišnice oziroma zdravstveni sistem. Ne vemo, ali je to dovolj. Zaradi tega je danes zjutraj padla odločitev, da gremo takoj v dodatno nabavo vsaj 100 respiratorjev. Imamo ponudbe preverjene, tudi tukaj je kar nekaj ponudb, ki niso realne, težko je uskladiti vse, seveda vsa pričakovanja, tako tehnična, tako strokovna, kot tudi predvsem glede dobav. V
Teh 100 računam, da smo jih sposobni dobaviti v Sloveniji v naslednjih 4 do 6 tednih, kar je v tej situaciji, ko se praktično pol sveta prizadeva za te respiratorje, dobro. In na tem bomo seveda tudi delali. Naprej. Zavod za blagovne rezerve je sklenil pogodbe za 25 milijonov 3-slojnih kirurških mask, za 4,5 milijona tako imenovanih FFP2 mask z respiratorjem in milijon mask FFP3 standarda tudi z respiratorjem. To so maske, ki so nujno potrebne za medicinsko osebje, za osebje v domovih za ostarele in tako naprej. In v tem trenutku nam je zagotovitev dobave teh mask prioriteta. Upam, da dobimo eno manjšo pošiljko še v tem tednu, zato da zagotovimo tiste prve najnujnejše potrebe, ki se pojavljajo predvsem v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Naprej, pogodba je sklenjena za 75 tisoč pralnih mask domače proizvodnje, za 2,5 milijona približno zaščitnih rokavic, za 45 tisoč zaščitnih odbojnih plaščev, 11 tisoč zaščitnih oblek, 1000 očal, 20 tisoč bolniških kap, 20 tisoč obraznih ščitov, 70 prenosnih kisikovih sistemov in nenazadnje 28 tisoč kilogramov, torej 28 ton dezinfekcijskih sredstev. Ocenjujemo, pa bo gospod Čestan nadaljevan tudi povedal, za kolikšen čas bi to bilo dovolj, ampak v naslednjem tednu vsaj bi te zaloge morale zadostovati. Glede na to, da bodo te dobave postopne, verjamem, da bo tudi za daljši čas teh zaščitnih sredstev dovolj. V kratkem, v tem trenutku je v fazi dobav naslednje: 2 milijona troslojnih mask, predvidena 3. do 6. april. 2 milijona troslojnih mask in milijon mask tipa FFP2 z respiratorjem 4. oziroma 5. april. Milijon troslojnih in 300 tisoč mask FFP3 standarda predvidenih 1. do 3. aprila. 40 tisoč mask FFP2 z respiratorjem in pa 600 tisoč podobnih mask v začetku aprila. To seveda so okvirni datumi. Še enkrat poudarjam, skupaj z naročniki, s podjetji torej, z gospodarsko diplomacijo, Ministrstvom za zunanje zadeve, z ostalimi ministrstvi, ki nekaterim zagotavljajo dobavo, delamo vse na tem, da bodo te dobave, ki so naročene, tudi prišle. Seveda so težave pri tej predvsem dobavljivosti očitne, ampak vendarle poskušamo to reševati. Toliko, kar se tiče same opreme. Rekel bi še ob koncu, da smo seveda zelo hvaležni, se zahvaljujemo vsem, še enkrat poudarjam, podjetjem, ki iskreno poskušajo pomagati, ki si iskreno nam poskušajo tudi dostaviti ta sredstva v Slovenijo. Tistim pa, ki v tem vidite tudi priložnost za zaslužek, za lahek zaslužek, da ne rečem vojno dobičkarstvo, prosim vas, ne kličite nas, ne zasedajte naših mailov in ne jemljite nam dragocen čas, ker rešujemo tisto in tiste primere ali pa tiste, da tako rečem, dobave, ponudbe, ki so realne. V včerajšnjih ali pa preteklih dnevih se je kar malo v skladišču bolj zadihalo zato, ker smo dobili določene količine materialov, ki jih seveda razdeljujemo na osnovi razdelilnika, ki ga pripravlja Ministrstvo za zdravje, za vse tiste inštitucije, ki jih oni pokrivajo, pomeni bolnišnice, zdravstvene domove, domove starejših občanov, lekarne in tudi zobozdravstvene ordinacije. To je seveda prva prioriteta in tukaj ni nobene debate. Druga prioriteta oziroma dogovor med nami in Ministrstvom za zdravje je pa tak, da nekako 30% zalog imamo tudi za pokrivanje ostalih, potreb. To so pa potrebe, ki smo jih zbirali že teden, dva nazaj preko občin za inštitucije, kot so ključna infrastruktura, pogrebne dejavnosti, taksisti, da ne naštevam, varnostne službe, zapori, vse tisto, kar seveda tudi potrebuje določena zaščitna sredstva. No, za ta namen, da imamo, lažje delo ali pa da jim tudi njim olajšamo pripravo teh stvari, smo pripravili usmeritve za to opremo in sicer usmeritve, ki so jih pripravili NIJZ skupaj z MZ-jem, skupaj z UKC-jem in pa seveda nekaj drugih strokovnjakov. To smo distribuirali do občin in seveda pričakujemo, da se bodo teh usmeritev držali, ker na vsakem mestu pa res ne rabi zaščitno opremo. Še manj pa tako omenjene najbolj potrebne dvojke ali trojke, ki jih potrebuje zdravstvo.
No in če se dotakne malo številk, ki vas seveda zanimajo, kot je državni sekretar Cantarutti omenil, zaradi teh dobav, ki je kar nekaj bilo v zadnjih dnevih, imamo stanje trenutno takšno. Zaščitni kombinezoni tako lahki kot tisti težji, vse skupaj dobrih 7500, maske, tiste, ki so res za zdravstvo potrebne, FFP3, odnosno ekvivalent temu N95, 26 000, dobrih 26 000, zaščitne maske kirurške 790 000, je zaščitna maska kirurška IIR, ki je tudi v redu maska, je 100 000 dobrih in pa seveda še rokavice. Rokavic nikoli nismo imeli težav z rokavicami in tudi trenutno ni težav. V obojih skupaj, tako nitrilnih kot lateks, imamo 7 700 000, tako da računamo, da bomo nekako, če bodo seveda poraba takšna, kot je bila v preteklem tednu, zdržali vsaj en teden s temi zalogami, tako da bomo tudi danes, smo že pripravili, razdelili tistih ne 30%, ampak enih 10 ali pa še manj, po izračunu na regije oziroma na občine za tiste skupine, ki sem jih prej nekako par njih navedel. Tukaj moram seveda pohvaliti tudi pomoč zunanjih ali pa bom rekel drugih inštitucij za pomoč pri delitvi teh opreme in pri razvozu te opreme za tiste, ki seveda ne morejo priti v skladišče po njo. Nam je tudi FURS ponudil 100 njihovih delavcev tudi z transportnimi sredstvi, tako da seveda se poslužujemo tudi teh načinov transporta in jaz sem prepričan, da vse tisto, kar dobimo kot nalogo, da jo izvršimo 100% in sem prepričan, da jo bomo tudi v bodoče. Dragi otroci in starši, jaz vas že zelo pogrešam, danes pa od vas želim, da postanete ambasadorji nas, zdravnikov. Prosim, da postanete najboljši vzgled in glasnik naslednjih priporočil. Prvič, ostanite doma. Če greste ven, pojdite sami ali pa v družbi enega od staršev. Spoštujte razdaljo 1,5 metra, tudi v zaprtih prostorih. Drugič, umivajte roke s toplo vodo in milom, uporabljajte razkužila. Če že uporabljate rokavice, samo za kratek čas, potem jih morate zavreči. In tretjič, uporabljajte maske. Treba je vedeti, da uporaba domačih mask ni ekvivalentna uporabi ostalih mask in da je maske potrebno uporabiti pravilno. Polona vam bo pokazala, kako to naredimo. Zelo pomembno je, da masko nadenemo in odstranimo z čistimi rokami. Maska mora biti izdelana iz dobrega materiala, da prenese visoke temperature pranja in tudi likanje. Masko morate nadeti tako, da pokrije celoten obraz, da sega od korena nosu do brade. Če imate očala, potem grejo očala čez rob maske. Ko imate enkrat masko pravilno nameščeno, se je ne dotikate več. Ko se maska navlaži, potem jo morate zamenjati, ker se prepustnost poveča, tako da praviloma te maske zdržijo pol ure do 2 uri. Seveda, doma narejena maska ni ustrezna za zdravstvene delavce. Pri tem seveda 4. pravilo, bodite prijazni, uvidevni in potrpežljivi. Predajte to sporočilo tudi svojim babicam in dedkom, ki vas že zelo pogrešajo. Jaz verjamem v vse nas, da bomo zmogli. In za pravilno uporabo maske moramo vedeti, da ko masko nosimo mi, ščitimo druge. Če drugi nosijo maske, oni ščitijo nas. Če skupaj nosimo maske, potem ščitimo eden drugega. Ne pozabimo na pravilo 1, ostanemo doma, 2, umivamo roke z vodo in milom in alkohol uporabljamo za razkuževanje, ter 3, uporabljamo maske. Jaz verjamem v nas, skupaj bomo zmogli. Hvala.